Kdaj nam bo zares prijetno delati marketing? Ja, dejansko prijetno in tisto, da bomo delali z veseljem in da ne bomo v krču, ko bomo vedeli oziroma ko bomo imeli občutek, da moramo iti prodajati oziroma da moramo iti delati marketing. Posledično seveda bo stekla tudi lažje vsa prodaja naših programov. To se bo zgodilo takrat, ko smo usklajeni v treh stvareh, v treh pogledih glede naših programov. Zdaj, te tri stvari so vsebina, izvedba in pa cena. Ja? Zdaj, tole e-predavanje oziroma tole razmišljanje na glas je bolj, tako jaz temu rečem, mehke narave, skratka ne bom razlagala, kako se lotiti spletnega marketinga, ne bom šla v tehnične detajle, platforme in tako naprej. Skratka, če te ta vidik, kako prodajati svoje znanje na tak način, da podajamo znanje, zanima, imam na voljo brezplačno e-predavanje. Link je v opisu nekje tukaj pod videom na YouTubu oziroma če gledaš tale video na moji spletni strani edogodek.si spletni strani, ga najdeš brezplačno predavanje v rubriki brezplačno. Drugače pa, če se slučajno na tej točki še ne poznava, sem Marija Maruša Jovanovič oziroma Maruša na kratko. Zdaj v osnovi si sama rečem, da sem navdušenec nad tehnologijo, zdaj ravno v taki pravi meri in tak na etičen način. Skratka, to navdušenje predajam naprej tudi avtorjem programov, zdaj ne glede na to, ali delaš klasično ali online. Skratka, pomagam na različnih nivojih, tri osnovne stvari, no. Pomagam pri preoblikovanju tvojih programov v spletno obliko, pomagam ti pri marketingu, ker samo to, da zgradimo, ni dovolj, da bojo prišli, tako da marketing v širšem pomenu, skratka ne zgolj samo za online programe, ampak tudi za druge klasične programe. In pa poleg tega nudim platformo za spletno skupnost, spletne učilnice in spletno stran v enem, to je ena taka storitev, ki jo pa naredimo zate. Evo, zdaj pa greva v vsebino, izvedbo in pa ceno. Torej, usklajenost glede vsebine. Zdaj ne vem, če je glih vsebina ta pravi, bom rekla ta pravi naziv, ampak boš razumel, zakaj gre. Skratka, gre za to, da moramo biti usklajeni s tem, da kar prodajamo oziroma vsebina našega programa oziroma to, kar sploh počnemo, da je res to, kar si želimo početi. Ja? Takrat bo marketing zlaufal brez problema, ker bo pravzaprav, ko je vsebina oziroma ko je to, kar delamo, usklajeno z nami, je to res naša strast. Ne? In jaz rečem, da v bistvu takrat, ko je to naša strast, imamo res ono željo, da želimo to dati ven iz sebe, da želimo to predati naprej, da vemo, pri čem pomagamo. Zdaj pa, kje se zacikla ponavadi oziroma kje je tisti hakelc, catch, ne? Včasih pademo v to, da gremo v nekaj, da gremo delati neke programe ali pa pač neko vsebino, ker je to trendovsko. Ja, recimo imamo občutek, da bomo zaradi tega lažje prodali, ker je neka zadeva, ki je trenutno aktualna na trgu ali pa ker zato, ne vem, ker vidimo, da ful ljudi to dela, pa gremo to početi, ne. In je to trendovsko in rečemo, to bo pa zdaj lažje šlo, pa bom lahko to lažje prodajal, pa tako naprej, ne. Čeprav v resnici se potem obrne ravno obratno, ker ni čisto usklajeno z nami, pride do tega, da v bistvu potem mogoče se majčkeno bolj štopiramo. Druga varianta, recimo, kjer lahko naredimo napako, je tudi to, da gremo v preveliko ciljno skupino. Zdaj, oziroma, ne bom tako rekla, da gremo narediti program, ki ima veliko in široko ciljno skupino, ker se nam zdi, da bomo to lažje prodajali. Ne, ker rečemo, ok, zdaj imam pa za to ciljno skupino, tukaj pa ful ljudi z tega področja, ki jih to zanima, bom to lažje prodal. Samo treba se tukaj pa zavedati, da večja ciljna skupina, ko je, širša, ko je, večja verjetnost je to, da je tudi ponudnikov več. Ne? To se pravi, v bistvu smo potem v tistem rdečem oceanu namesto modrem, če poznaš strategijo modrega oceana v biznisu. Skratka, druga varianta, ne, to se pravi, da gremo v neke zadeve, ki so trendovske, ali pa gremo v neko ciljno skupino, za katero menimo, da bomo lažje uspeli, je pa to, da je lahko zadeva premajhna. Ja? Mogoče recimo, sama bom povedala mojo izkušnjo, sama sem kar nekaj let, kljub temu, da vem, da imam izkušnje, da imam znanje, da imam željo po tem, da predajam stvari z področja marketinga,
sem se zakalupila v tisto bubico in sem rekla, ne, moja tista cona obdobja, ne, je pa samo spletni tečaji, pa oblikovanje spletnih tečajev, pa snemanje, pa tako naprej. In me to vleklo dol, ne. Zdaj pač to je moj primer, ne rabi biti tvoj primer, ampak hočem dati primer, da včasih je stvar premajhna. In se potem pridemo tudi mogoče do točke, pa rečemo, pa, ne, kaj bom sam tem, ne. Mislim, v nas tli una želja, da bi radi dali več ven, hkrati se pa mi naredimo majhne zaradi pač takih in drugačnih zadev in situacij. Druga scena tukaj je pa to lahko, da je pa zadeva prevelika zame. Ne, hočem narediti nekaj, pa oziroma bom tako rekla, me je morda nekdo drug prepričal v to, da ne jaz grem zdaj prodajati ali pa delati spletne programe iz tega pa tega področja, zato ker se njemu zdi, da bi se to dobro prodajalo, ali pa ker se njemu zdi, da meni vidi v tem, jaz se pa še ne vidim tam, ne. Skratka, ta razpon, ne, lahko je neka stvar premajhna za nas, pa nas bo štopiral, ker ne bo dovolj zadovoljstva dajal, lahko bo pa prevelika in nas bo štopiral, ker nas bo praktično dobesedno naš živčni sistem, bom rekla, spravili v tisti preživetveni način, namesto da bi bili v tistem empowered, oziroma v tem power stateu, da bi bili opolnomočeni, da bi želeli res to izraziti. Skratka, ko je vsebina programa, oziroma ko je program, ki ga predajaš, ko je tisto, kar želiš predati svetu, usklajeno s tabo, potem se zgodi, to je to tvoja strast, in v besedi strast se skriva tudi beseda rast. Zdaj pa še en hakelc tukaj, ne čakamo, da se ta usklajenost s to vsebino in tem programom kar zgodi sama od sebe. Ja? Tukaj je ena velika napaka, ker marsikdo namesto, da bi šel prodajati, ali pa vsaj, bom rekla, marketirati oziroma tržiti, oziroma po domače rečeno govoriti o svojih programih, se spravi spet v eno bubico in začne študirati, a bi to, ali bi uno, pa prčkati program, ne, pa ga obračati levo pa desno. Jasnost pride skozi akcijo. Ja? Torej, ni potrebe potem, da zdaj mi čakamo 1 leto ali pa 2, kar mimogrede sem v videu o trendih 2026 govorila, da včasih se pač v tem času že vsebina sploh ni več aktualna, oziroma način, na katerega predajamo, ni več aktualen. Namesto, da čakamo, da bo program perfekten, da bo, bom rekla, zadeva taka, kot se mi želimo ali pa kot čutimo, gremo v akcijo, damo ven program tak, kot je, in delamo s tem, kar imamo. Jasnost namreč pride skozi akcijo v tem smislu, ko vidiš, kaj tebi ustreza, pa kaj tebi ne ustreza, hkrati pa vsebinska jasnost pride tudi skozi vidik strank iz trga. Jaz rečem, trg pokaže potem, kaj potrebuje, kaj ne potrebuje, oziroma kaj je v nekem določenem programu bilo okej, kaj bi bilo pa treba mogoče spremeniti. Torej, vsebina usklajena s tabo, prva točka. Druga točka oziroma druga opcija, kjer moramo biti usklajeni, je pa izvedba. Zdaj, online programi, zlasti ko govorimo o online programih, velja pa tudi za klasične programe pravzaprav, ampak pri online programih se toliko boljše to zgodi, je to, da imajo kopico opcij, kako se jih da izvesti. Ja? Klasični program, pravzaprav smo omejeni s tem, da rečemo, kje bo lokacija, pa koliko časa bomo recimo eno delavnico ali pa nek program imeli, pa mogoče ali bo to, ne vem, 3 dni zapored, ali bo to 3 mesece enkrat na mesec, ne. Pri online zadevah se pa hitro zgodi, da imamo, pa bi mogoče malo posneli, pa malo bi imeli v živo, pa malo bi imeli preko Zooma, pa malo bi imeli kakšno kombinacijo, pa malo bi imeli, skratka, da ne zabredem. Skratka, zna se zgoditi tukaj par stvari, ne, 3 stvari recimo. Prva je recimo, da termin ni usklajen z nami. Ja, izvedba termina ni usklajena z nami, zdaj tukaj je velika stvar ciljne skupine, to se pravi, če imamo mi ciljno skupino, ki lahko sodeluje naših programov samo v popoldanskem času ali pa večernem, recimo, da delamo preko Zooma, mi bi pa delali samo dopoldne, smo prišli do tega, da se kreše, ne, da v bistvu do tega trka, to se pravi, da terminsko ni usklajeno, mi bi delali dopoldne pa naša ciljna skupina ne more. To se pravi, bomo recimo naredili potem, zato ker imamo ker smo izbrali ciljno skupino, ki pač lahko dela popoldne, smo se odločili, da bomo delali potem pa popoldanske delavnice ali pa večerne, ali pa ob vikendih, ali pa kaj takega. Mi pa takrat recimo želimo čas preživeti z družino ali pa iti žurat konec koncev, ne. Skratka, pride do tega, da nas bo pol štopirala ta varianta, ker ni čisto usklajeno z nami. Druga varianta pri izvedbi je obseg izvedbe.
Ja? Zdaj, recimo, tukaj imam en primer. Sama sem v času korone izvajala 5-urne, zdaj govorimo sicer o pedagoških urah, ampak vseeno je to pomenilo v praksi, da sem bila od 8:30 do 13:30 za računalnikom, 5-urne Zoom delavnice. Ni bila težava v tem, da mi vsebina ne bi bila všeč, vsebina totalno usklajena z mano. Tudi izvedba sama mi je bila všeč iz vidika, ki ga bom še omenila. Bilo mi je všeč to, ker je bilo dopoldne, skratka, poklapale so se te zadeve, bil je pa obseg izvedbe v bistvu neusklajen z mano, ne. To se pravi, obseg izvedbe je bil, zame to pomenilo v bistvu, da sem 5 ur sedim za računalnikom, kar se je krešalo, kar se je, ni se poklapalo s tem mojim vidikom, mojimi vrednotami o svobodi in tako naprej, ne. In je počasi v bistvu mi začela, bom rekla, ketna dol padati, motivacija dol padati za tak program. Mogoče pri obsegu izvedbe še to, recimo še en primer. Sama sem imela recimo lansko leto oziroma leto 2025 sem celo leto izvajala vodene programe, zdaj skupinsko ali pa individualno, kjer sem peljala ljudi skozi ta proces tega marketinga, usklajevanja na področju marketinga in pač tega, da smo pač res produkte naredili, take usklajene z nami in tako naprej. In je tak program trajal po 9 do 12 tednov, ja. Moja vizija je pa bila, da pravzaprav jaz tak program lahko izpeljem, pa ne zaradi sebe, ampak bolj zaradi strank v 6 do 10 urah, ja. Vedela sem, da se da te stvari hitreje narediti, da lahko ljudje v bistvu pridejo v enem samem tednu ali v 2 tednih ali pa pač v njihovem tempu do rezultatov, da ne rabim jih pacati 3 mesece, ne. In se je spet zgodilo, tukaj je bil tipičen primer, ko se je meni zgodilo, da se mi prvič po ne vem kolikem času je zgodilo, da nisem prodala niti enega mesta za skupinski program, ker sem vedela, ker sem čutila pri sebi, da je čas za tisto, da sem na tisti točki, ki jaz običajno rečem, po 2 do 3 letih pride do tega, da pač zrastemo v smislu, da vidimo, da se da stvari na drugačen način narediti. In sem prišla do tiste točke, ko sem rekla, ojoj, ne, zdaj jaz bi rada to naredila na tak način, jaz pa prodajam še zmeraj na star način, ne. In je prišlo do tega trka, da najbrž tudi, bom rekla, na nekem energijskem nivoju, ker ni vedno vse, da štopiramo tako, ne. Včasih štopiramo, bom rekla, čisto iz tega nekega energijskega nivoja, v smislu, mogoče nas zaustavlja potem, da ne gremo skomunicirati te zadeve, ali pa ko gremo komunicirati, smo bolj previdni pri komuniciranju, ne. Ali pa naredimo mogoče zaradi tega kakšen korak manj ali pa karkoli, ne, v tem smislu. Skratka, obseg izvedbe je ena od stvari, ki je fino potem, to se pravi, kadar se ti, bom rekla, malo zaštopa, kadar čutiš, da stvari niso usklajene, da tega marketinga oziroma da ne govoriš rad o svojem programu oziroma da te takrat nekaj zaustavlja, lahko pogledaš mogoče tudi to, če ni mogoče ta sam način izvedbe, kako si ga zamislil, da morda ni usklajen s tem, kar pravzaprav si želiš zares narediti. Potem pa znotraj izvedbe še tretja stvar, to je pa osebni stik. Ne, sem prejle rekla, izvajala sem 5-urne Zoom delavnice, meni je bilo to blazno ful dobro, to je bilo dejansko tista usklajenost, da je bilo ful osebnega stika, to se pravi, delo z ljudmi in tako naprej, to je pač bilo meni blizu v tistem obdobju. Potem pa seveda pridejo obdobja, ko si pa morda želimo manj tega stika, ne, kar pomeni, da tudi tukaj, ne, izvedba, sploh ko govorimo o online izvedbi, ne, mogoče pride včasih do tega, da je preveč osebnega stika, ne, recimo jaz imam obdobja, ko vložim veliko energije v razvoj svojih produktov, pa programov, pa storitev, ne, recimo pač razvoj spletnega huba, torej tega platforme za spletne učilnice in spletne strani in tako naprej, mi je seveda vzel ful veliko časa, zato da sem to lahko razvila. In v tistem obdobju mi je bilo potem dosti lažje delati stvari oziroma prodajati stvari, ki so bile za samostojno učenje, ali pa neke stvari, kjer je vzelo meni manj tega časa oziroma manj tega osebnega stika, ki seveda tudi, bom rekla, pobere neko določeno energijo in določen čas in določeno kapaciteto mentalno. Skratka, ko izvedba ni usklajena z nami, spet se lahko zgodi to, da se nezavedno začnemo štopati, da se začnemo štopirati, ker se mogoče bojimo, da ne bo okej za nas. To se pravi, da ne bo, ali da nam bo pač, da nam bo vzelo pač, da nam ne bo dalo tistega, kar si pravzaprav želimo in kar je usklajeno z nami. Okej. Pol pa tretja stvar je pa cena. Zdaj cena bolj v smislu,
kapacitete sprejeti. Ja? Kaj zdaj to pomeni? Jaz se dostikrat pohecam, pa v resnici ni hecam, ampak je kar resna zadeva, oziroma kar res drži, je to, da recimo si rečemo, ok, jaz bi pa rad zaslužil 10 000 evrov na mesec, ne? Jaz bi pa rad imel od teh mojih programov 10 000 evrov, pa tudi vidimo tamle nekoga, ki to dela, pa je to vidno, da je to čisto realno, ampak ni morda realno v tistem momentu za nas. Ja? V smislu, mi smo tukajle gor, mi smo tukajle dol, ja, takole dol, mi smo tukaj dol, pa želimo, pa recimo je naša kapaciteta, da trenutno sprejmemo neko določeno kvoto denarja, 10 000 evrov je pa tukajle gor. Ja, to se pravi, ta zaslužek se v tistem momentu morda za nas zdi preveč, bolj v tem smislu, da tega ne znamo mogoče čist sprejeti, da v bistvu naš živčni sistem takrat, tako kot sem prej rekla, spet pade v tisti preživetveni način, v tisti strah, kaj pa bo. Ne? Ja, 10 ur se lepo sliši, ampak s 10 uri pride tudi neka določena, bom rekla, odgovornost. In mogoče je v ozadju tega dostikrat to, da imamo zaradi tega občutek, da bomo recimo mogoče mogli več delati, ne? Recimo rečemo, ok, rad bi zaslužil 10 000 evrov, pa lahko zmanjšaš ta znesek, zdaj jaz govorim res o enem takem znesku, za vzorec, ne. Morda se takrat ustrašimo, da bomo zaradi tega morali delati več, ne, 10 000 evrov, rečemo, ok, če prodajam po individualni program po jurja pa pol, ja, to pomeni, ne vem, 4-5 strank na mesec, ne, pomeni, ok, toliko več dela bom, to se pravi, bom mogel imeti 4-5 strank na teden, namesto mogoče samo tiste ene stranke, s katero delam v mesecu, recimo, ne. Ali pa zaradi tega bom mogel mogoče več prodati, ne, pride do tistega strahu, v smislu, ok, bom mogel se toliko več potruditi, zato da bom toliko več strank dobil, zato da res to zaslužim, kar pomeni toliko več energije, toliko več časa, toliko več vsega, ne. Zgodi se nam tudi to lahko, sploh pri teh online zadevah, začnemo ugotavljati, to je dostikrat pogosta stvar, ki jo pri strankah vidim, ker začnemo pol računati, kaj pomeni, ok, to pomeni, da imam toliko več strank, to pomeni, da imam toliko višji plan recimo za neko platformo, pomeni, da imam toliko višji plan za email marketing sistem, pomeni, da imam toliko več stroška za te pa te zadeve in pa pride do tistega, ok, saj pa v bistvu, ne, bom delala ful več stroškov za, ne, manj denarja, kakorkoli, skratka za pač tisti suma sumarum. Tako da tukaj, ko pride pri ceni, ne, cena more biti do neke točke usklajena z nami. Zdaj, jaz sem enkrat slišala eno super varianto, ki vsaj meni deluje, ne, da v bistvu ceno začutimo, potem jo pa majčkeno zvišamo, ja. Ceno začutimo, zdaj, vsak od nas približno že čuti, glede na to, kaj, pač bom tako rekla, ne, zdaj seveda obstajajo določene formule, tudi sama se jih držim, toliko, da pogledam v bistvu, kje sem s ceno, ne, pač poračunam noter, ok, te stroški bojo, toliko dela je mojega individualnega, toliko bom mogla, ne vem, toliko dela vložim v razvoj in snemanje in tako naprej, skratka so stvari, ki jih vzamemo v zakup, zato da približno preračunamo, kje smo, ne, da ne gremo zdaj v svojo škodo. Vendar pa po drugi strani vsak od nas približno nekje že začuti, kje je tista njegova kapaciteta glede cene in takrat je fino potem majčkeno zvišati, ne, majčkeno več dati. Zdaj, obratno je s ceno lahko tudi v tem smislu, da damo prenizko ceno in nam je potem brez veze prodajati, ja. Zdaj recimo meni se je zgodil tak princip, bom zelo transparentna, pred 2-3 leti sem dala ven članski program in sem članski program zastavila na tak način, da pač lahko ljudje pridejo in grejo in seveda večina ljudi je samo prišla in čez nekaj časa odšla, ker pač, ja, malo so preklikali, niso šli čisto polno zares noter in v bistvu je bilo ful dela non-stop s tem, da so stranke prihajale, namesto da bi v bistvu ostale in delale, ne, so v bistvu majčkeno poklikale, majčkeno, ja, in šle. In seveda v bistvu je šlo pri meni ful energije, ni bilo pa tistega finančnega izplena, ne, in sem v bistvu potem samo spremenila obliko celotne zadeve, sem rekla, glej, pač, ok, kdor gre v program, pač da toliko pa toliko je neka ta kvota denarja, ki je pač, za katero vrednost jo stojim in v bistvu
sem samo finančno spremenila v bistvu strukturo programa in je šlo dosti lažje mi prodajati, ne, ker me ni štopiralo ok, zdaj bom pa jaz prodala, pa bo kupil za, ne vem, 100 evrov, čez 3 mesece ga pa ne bo več, ja, jaz sem pa spet na začetku, ne. Skratka, vem, da je tista vrednost, za katero dajem, da je usklajena z mano in da je mogoče še celo rahlo višja od tistega, kar menim, oziroma kar čutim pri sebi, okej. Tako da, vsebina, usklajenost z vsebino, usklajenost za samo obliko izvedbe in usklajenost s ceno programa so ena od tistih stvari, v katere je fino pogledati, kadar se nam zaštopira, kadar nas nekaj ustavlja, kadar nam marketing mogoče ni toliko blizu, kadar se nam zdi, da smo v krču, ko moramo govoriti, oziroma ko vemo, da moramo delati marketing, ker mimogrede, takrat, ko nismo v krču, ko stojimo za našim programom, takrat nam je to veselje iti povedati. Veselje nam je, ker vemo, kaj prinašamo stranki, veselje nam je, ker vemo, da smo usklajeni s ceno, usklajeni z izvedbo. Če pa smo v krču, oziroma če čutimo, da nas nekaj štopira, je pa treba najprej vase pogledati in tukaj je ena od stvari, kjer si lahko pomagaš, da pogledaš mogoče te 3 stvari. Niso pa seveda te 3 stvari vse in edine, skratka v tistem programu, o katerem jaz rada govorim, je spletni map, torej spletni MAP oziroma marketinški akcijski partner, tvoj marketinški akcijski partner, pa naredimo pravzaprav prvi korak še bolj globje in sicer res pogledamo na prvi točki to usklajenost iz različnih vidikov. Mislim, da jih imam 10 ali še več. Pogledamo, kdo sem, kam grem, kaj želim ustvariti, kako bom to ustvaril naslednje leto ali 2, da bo usklajeno z mano vsebinsko, izvedbeno, cenovno. In potem iz tega, ko smo mi usklajeni, skratka, ko smo mi naredili to, bom rekla, prvo, jaz mu rečem map, ko pomapiramo vse te zadeve, ko naredimo ta naš prvi zemljevid, ne, potem je tudi sporočanje lažje, vemo, vsebinsko postanemo bolj samozavestni o teh stvareh govoriti. Lažja je prodaja, ker nas nič ne štopira, oziroma ko nas začnejo štopirati, so to običajno neke bolj malenkosti, ki jih pač sproti pohendlamo. Tudi mimogrede, tudi za ta del imam v spletnem mapu posebej mindset orodjarno, kjer so orodja, ki te popeljejo tudi čez to zadevo, kadar se karkoli poštopira vseeno, ne. In pa lažje nam je strukturno oziroma časovno, ker imamo neko strukturo, ker imamo plan. Skratka, v spletnem mapu peljem čez vse te zadeve bolj v globino in mimogrede, to je tisti program, ki je nastal iz tega, ko sem rekla, da nisem bila usklajena z 9 tedni oziroma 12 tedni. Ta program je narejen na tak način, da pravzaprav v 6 korakih, po praktično uro pa pol na korak, pomeni v enem tednu, prideš do osnove, da si postaviš vse stvari, da se naučiš enega tistega osnovnega načina promocije, marketinga, da urediš vse zadeve in potem pravzaprav sem s tabo še celo leto, kjer te v bistvu podprem, da vsak mesec znova, oziroma vsako obdobje, ko imaš neko ponudbo oziroma ko se lotiš nekega marketiranja oziroma trženja oziroma ponujanja svojih programov, da sem ob tebi, da te podprem z različnimi nasveti, z brainstormingom in podobno. Tako da, brezplačno, še enkrat povzetek, brezplačno lahko začneš na linku spodaj, spletni map pa je v bistvu tista popolna realizacija tega, da te v bistvu lahko podprem, da tvoji programi ne bojo samo zgrajeni, ampak da jih bojo tudi ljudje o njih vedeli, slišali in se na koncu koncev vpisali vanje.